Danes v 13. delu pa bom govorila o temi, ki je za marsikoga fanatična, neresnična, nedosegljiva, nemogoča. In vendar je nemogoče mogoče za nas Zemljane. Medtem ko je za Boga to nekaj čisto nekaj normalnega. Govorila bom o večnem življenju in to v telesu. Stvarnik vseh nas, stvarnik Zemlje, vseh ljudi in tudi živali in tudi celotne Zemlje, rastlinja, je večno življenje za človeka. To je bil prvotni načrt. Božji načrt, da obstaja tudi večno življenje v telesu. Ljudje verjamejo v smrt. Ljudje verjamejo v bolezni, v ločitve, vojne, v revščino. Ja, to je nekaj vsakdanjega za marsikoga. Vendar to ni Božja volja, to ni Božji načrt. Božji načrt je popolnost življenja na zemlji. Popolna, 100% popolnost. In zakaj tega ne živimo? Zakaj, če nekdo reče, obstaja večno življenje v telesu, si misli, kaj je za psihiatrijo? Saj je že veliko ljudi tam, bo pa še kakšna pojsla tudi za tega človeka, ki govori o večnem življenju v telesu in o popolnem zdravju. Leta 1989 sem imela seminarje z naslovom Z brezpogojno ljubeznijo in naravo do popolnega življenja. Ja, leta 1989, to je v bistvu več kot 30 let, je bil to kar velik pogum. In zaradi tega sem imela tudi kar nekaj težav. Obsodili so me za New Age. Ja. In vendar sedaj, ko gledam številne knjige, je to čisto normalno že. Tako kot bo normalno tudi to, da obstaja večno življenje v telesu čez 30 let, če ne prej. Vendar nekateri orjemo, drugi sejejo, žanjemo pa vsi. Osebno orjem. Že od leta 1988. Ker zakaj ne bi verjela vsemogočnemu Bogu, ki je ustvaril prečudovit planet Zemlja in prečudovite ljudi, živali, sadje, so to lepoto. Zakaj ne bi verjela, če je Božja beseda, beseda, ki ne laže. In ta Božja beseda obljublja raj na zemlji, večno življenje v telesu. Obljublja, da bodo ljudje spregledali, ponovno slišali, da bodo ozdraveli, da ne bo več solza, ne rakovih celic, ne jeze, ne vojen. Na tej zemlji, med ljudmi bo harmonija. Lev in ovca se bosta pasla skupaj. To je obljuba, ne moja. Obljuba vsemogočnega Boga, ki je ustvaril
življenje in ki nam je poslal iz Božjega kraljestva svojega sina, Jezusa, pred dobrimi 2000 leti na ta planet, ne zato, da bi ga obsodil, ampak da nam je pokazal pot do večnega življenja v telesu, da nam je pokazal, kaj je Božja volja. In Božja volja je obojenje od mrtvih. Če se zgodi ali nesreča, ali katastrofa, ali da te nekdo namenoma ubije, križa, sežge na grmadi, ali na kakšen drug način prizadene. Seveda je tudi veliko ljudi, ki svojega življenja ne ljubijo, ne spoštujejo, delajo samomore, pijejo, se drogirajo in kršijo Božje zakone. Vendar obstaja resnica, da je možno na tej zemlji, tukaj zdaj, že sedaj, sprejeti življenje v vsej polnini. Tukaj zdaj je že možno se povezati z izvorom življenja. In ta izvor ne zdravi. Ta izvor dela čudeže, ki niso čudeži. Čudeži so za nas zemljane. Za Boga pa to ni čudež. Spomnim se svojega predavanja leta 1989. Govorila sem o življenju, o ljubezni, o zdravljenju, o Svetem Duhu, ki nas tolaži, uči, nam daje modrost, ki nam ga pošilja Gospod Jezus iz neba in Oče nebeški in sveti. Spomnim se, kako je nenadoma v prostoru zasijala posebna luč. Čutila sem velik blagoslov, ki se je zgodil v prostoru. Dobila sem ga jaz in vedela sem, da še nekdo v prostoru je ta blagoslov dobil. Najmanj eden. Čez nekaj mesecev se je izkazalo, da je bila med nami gospa Marija, ki so ji diagnosticirali raka in še 2 meseca življenja. Imela je 2 sinova. Moža, ki je obupal nad bolano ženo in si našel prijateljico. Ta gospa je bila obupana. Razmišljala je o samomoru. In ker je slišala za ta seminar, ki je veliko obljubljal, z brezpogojno ljubeznijo in naravo do popolnega življenja, je prišla. Osebno nikogar nisem spraševala, ne po preteklosti, ne zakaj so prišli. Niti mi ni bilo pomembno, kaj so po poklicu, kako jim je ime. Meni je bilo pomembno, da predam sporočilo, ki sem ga lahko že tedaj, leta 1989, predala tistim, ki so iskali nekaj več. In čez nekaj mesecev se je prišla zahvaliti. Z lepim šopkom rož. Mislim, da je prinesla celo bombonjero. In rekla je, rada bi dala zahvalo Gospodu Jezusu, ker me je pri vas tisti dan, ko sem bila tukaj, ozdravil od raka, mi vrnil moža, življenje
In sem najbolj srečna mati in žena v tem trenutku. Jaz osebno nisem nič naredila. Jaz sem bila samo odprta usta za Božjo besedo. In ker sta 2 ali 3, ki verujejo v Božjo besedo, se dogajajo čudeži. Bilo nas je kar nekaj v prostoru, mislim, da okoli 20, in vsi smo občutili moč Božje besede. Vendar samo ena gospa se je prišla res zahvaliti. Kakšni čudeži so se zgodili pri drugih ljudeh, ne vem, ker se nihče ni prišel zahvaliti. Bog dela čudeže tudi danes. In ni potrebno čakati na jutri. Danes je ta dan, ko lahko sprejmete svoje ozdravljenje, ko lahko ozdravite od strahu pred smrtjo, ko lahko ozdravite od vseh travm, od vseh čustvenih bolečin, od jez, zamer. Danes je ta dan. Preprosto zaprete oči in se povežete ne z materialnim svetom, ne s svojim avtom, ne z denarjem na banki ali s krediti, ali da si želite praznovati rojstni dan, mogoče nekje v tujini. Ne, povežite se s svojim izvorom življenja. In bodite iskreni. Povejte, kaj si želite od svojega stvarnika. On vas bo slišal. In če boste vztrajni, če boste verovali, če boste to delali vsak dan, vsaj 10 do 20 minut za sebe, za svoj stik z izvorom, se bodo čudeži tudi za vas dogajali. Verjemite mi. Sprobajte. Brezplačno je. In učinkovito. V nas je ta moč samozdravljenja. Samo če je naš fokus na problemih, na težavah, na davkih, na ljudeh, ki nas zavračajo, ki nas ne sprejmejo, potem nimamo fokusa na svoj izvor. To je tako, kot da ste pred zaprto pipo žejni in umrete od žeje, ker ste pozabili pipo odpreti. In vendar vas voda čaka. Voda življenja vas čaka. Jezus Kristus je imel to vodo ves čas na razpolago. Zato za njega ni bil problem zdraviti slepca, gobavca, prostitutko očistiti in obujati celo mrtve. Obudil je Lazarja, ki je bil že 4 dni mrtev. Dobesedno je njegovo telo že trohnelo in je bil poseben vonj, ki se je širil iz njegovega groba. Vendar se je obrnil k svojemu očetu nebeškemu in v njegovem imenu je samo rekel: Lazar, vstani. In Lazar je vstal. Kasneje so ga na žalost ubili. In vendar imamo vsi obljubo, da tisti, ki verujemo, da bomo živeli tudi, če nas ubijajo. Tako kot je Oče nebeški obudil svojega sina Jezusa in še marsikoga, tako bo tudi obudil vas, če boste verjeli v večno življenje v telesu in v vstajenje od mrtvih.
V imenu ljubezni se že dogajajo čudeži na tej zemlji, vendar se o njih še ne govori javno, ker to skriva sistem. Nažalost. In vendar je to resnica, o kateri se bo veliko govorilo, vsak dan več. Kdor bo verjel, bo blagoslovljen. Kdor ne bo verjel, bo imel pač zaprta vrata. In če verjame v smrt, bo pač umrl. Ima svobodno voljo. Verjeti v življenje, v večno življenje v telesu, v popolno zdravje, lahko pa verjame v bolezni in v smrt. Odločitev pa je svobodna volja vsakega izmed nas. Gospod Jezus je obujal mrtve. In veliko ljudi v imenu te brezpogojne ljubezni dela tudi danes že te čudeže. Jaz osebno sem slišala za veliko primerov, da so v imenu te brezpogojne ljubezni bili tudi mrtvi obujeni. In Bogu hvala, da obstaja ta moč brezpogojne ljubezni. Ta moč ljubezni, ki razsvetljuje vse nas, ki spreminja temo v luč, neznanje v znanje, bolezni v zdravje, razprtije v sprave, nemir v mir in smrt v življenje. Hvaležna sem Bogu in Jezusu iz Nazareta in Svetemu Duhu in vsem svetim in vsem vam, ki ste pripravljeni verjeti v življenje in to v večno življenje v telesu. Hvala lepa za vašo današnjo pozornost.